Gospod Reberšek je rekel, tukaj je Slovenija in tukaj se govori slovenski jezik. Poglejte, jaz prihajam iz Kopra, sem Primorec, jaz, ko to rečete, se spomnim na napise v slovenskih šolah pod fašistično okupacijo, kjer je pisalo, tukaj se govori samo italijansko. To, da ljudje, ki živijo v Sloveniji, se morajo naučiti oziroma morajo prevzeti običaje in kulturo v sodobni državi 21. stoletja skregano z vsemi temelji človekovih pravic. Vsak človek na tem svetu ima pravico, da izraža svojo narodno pripadnost, svojo kulturo in svojo identiteto. Vi pa bi to jemali praktično vsem, ob tem, da se pogovarjamo o ljudeh, ki so prišli zgraditi to skupno državo po vojni, po 45. letu in od drugi, tretji, četrti tudi že generacije, ki so v bistvu Slovenci, so naši sodržavljani, naše sodržavljanke, še enkrat, naši sošolci, sodelavci, prijatelji, znanci, tudi družinski člani. In vi jim kaj? Odrekate neko osnovno stvar, kot so kulturne pravice. Oprostite, to ni nič drugega kot najbolj vulgaren rasizem in v tem trenutku pač tudi najbolj nevaren populizem, ki je očitno spodbujen samo z neko kampanjo za evropske volitve. Rekli ste, da moramo poslanci braniti slovenski jezik. Seveda, absolutno. Na vsakem trenutku. V proceduri imamo zakon o javni rabi slovenščine. Jaz upam, da jo boste v Novi Sloveniji podprli brez zadržkov. Predlagalo jo je Ministrstvo za kulturo. Ampak jaz bi si res želel, da v tej razpravi danes ne zapadamo v, seveda, itak stran od same vsebine zakona, ker to, kar smo poslušali v stališču od NSi-ja, to ni, in da ne predvsem zapadamo kot državni zbor v neke take pritlehne in škodljivo populistične retorike, ki napadajo drugačnost. Mislim, da si tega kot državni zbor ne bi smeli dovoliti.